težava meseca septembra dostikrat je taka, kot je, kot bom zdaj povedala, ampak še posebej letos je težava septembra, ker boste opazovali to pri ljudeh, ok? Je, ker je nervozen, ker je živčen. Zakaj je september dostikrat živčen mesec, nervozen? Zakaj so ljudje taki? Finta je v tem, čez poletje se veliko energije dobesedno sprosti. Veliko ljudi se spočije, veliko ljudi gre na morje, pa plavajo, pa narava, pa voda te podpre in to so energije zena. A veš, to so energije umiritve. Zakaj pol živčnost, ko priješ nazaj? A ni to tako, da bi mogel biti bolj sproščen? Ne, dostikrat septembra vidimo obratno. Finta je v tem, da ko ti enkrat uspeš čez poletje take energije vzpostaviti in potem kar naenkrat udari vate. Obveznosti, šola, kupi potrebščine, kupi zvezke, kupi to, otroci, kako, pelji tja, naredi to, naredi plan, naredi tako, služba, novi poslovni načrti, novi sestanki, novi cilji, novi ttt, to je hitra in aktivna energija, ki pa obstaja zaradi tega, ker ljudje probajo nadomestiti čas za ta počitek. In ni tega lepega prehoda, ki bi energijsko mogel biti. Ok, zdaj ste počivali, zdaj pa hiter, to moraš, tretji moraš, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tempo. Ko tvoje telo in energija udarita v to, razumeš, ker se kar naenkrat od tebe pa zahteva obveznosti, se ta tvoja prva energija skrega s tem. Zakaj? Zato, ker sta olje in voda. Zaradi tega, ker tvojemu telesu, tvojemu sistemu, tvoji psihi, tvojim možganom to ne odgovarja. Ti si meni nasprotna se energija. Zdaj je bila energija umirjena, vesela, sproščena, zdaj pa kar naenkrat ti na mene, razumeš, vržeš dobesedno une kocke ledu in misliš, da mi bo to prijetno. In takrat čutimo veliko kolektivne nervoze se zgodi. Zaradi tega, ker cel energijski sistem človeka, pa fizični energijski sistem človeka se proba temu upreti, se pa ne moreš, ker manifestacija in to je realno življenje, dopusti pač niso realno življenje, redko kdaj se zgodijo. Za nekatere ljudi samo enkrat na leto na večji način. Potem pa imaš spet to obdobje nečesa, ko je treba pa to, pa stvari poštimati, pa kle poštimati, pa poštimati. In tvojemu celemu sistemu to ni prav. In potem, razumeš, namesto da bi se ta energija počitka in sproščenosti obdržala, ampak se ne more, ker je premalo časa trajala, jo ta obremenjujoča se energija jo dobesedno konzumira. Dobesedno jo takoj konzumira, takoj si nazaj pod stresom. Meni je hudo ljudi videti v tem. Ampak kaj pa boš živel v svojem življenju? Od dopusta do dopusta ne moreš tako živeti. Ampak ti moraš vedeti, da tako energijo ne ustvarja samo neko morje ali pa gore, ali pa neke lepe destinacije. Ne moramo samo na mati naravo računati. Tudi ona mora imeti svoje procese, ampak definitivno obstajajo, pa če ti veš, kakšne so energije, kje je treba paziti, kje se lahko umiriš, katere angele lahko pokličeš zraven, a ne? Ti si lahko tako energijo pričaraš in potem ti dejansko ublažiš ta prostor. Ti lahko z energijami živiš tako življenje. Se ne, da ljudje tega nočejo, ljudje samo ne vejo, kako to narediti. In jaz bi rada v bistvu pomagala, midva z Michaelom bi rada pomagala ljudem pri tem. Vi se morate samo naučiti, kako skozi biti v tem, kako si lahko pomagaš. Zato bova 18. septembra bova delala brezplačni dogodek. Brezplačni dogodek na to, da so ljudje pomirjeni s tem, kam njihovo življenje gre. Kako se lahko umirijo, katera angela pokličejo, kaj nas čaka, zato da niso vsi v strahu, kakšna bo naša prihodnost in tako dalje. A veš, narediti neko meditacijo in tako dalje, zato se ta energija obdrži.
To so se odločila 18. septembra, ko ravno ta največji kolektivni stres nekako pritisne, bova midva delala ta brezplačni dogodek, ker bi vam rada pomagala. In vam lahko poveva, kako. In lahko vam tudi pokažejo, katere bojo čisto novi principi in metode na planetu, ki bojo pil vodo, zato da boš ti ves čas miren in da karkoli treba narediti, pa urediti, da ti lahko to narediš z mirom, neizčrpanostjo in dobro voljo. Tako da poglej si na potovanje duše.si, poglej si, naklikaj si povezavo in se nam pridruži. Brezplačno je, ampak bo zelo, zelo pomagalo. Se vidiva.